Klavdija Zu. Klavdija, zdravo. Zdravo. Kaj pomeni ta Zu zraven tvojega imena? Ja, v bistvu je Klavdij z U, je pa tako moje ime Klavdija, ne, in vedno, ko mi je kdo rekel Klavdija, me je to zelo zmotilo in zato sem nekako našla nek umetniški način, da mogoče ljudem povem, da sem Klavdija z U, da nisem Klavdija, ampak da sem Klaudija, se pravi Klavdij z U. Si pa napisana s C. Ja, s C nekako, ker se nekako lepše mi sliši, tako da to je pa čisto tako prišlo spontano, ko sem zapisala prvič nekako s C-jem in tako je ostalo tudi, evo. Zame novo ime glasbenega prizorišča, sicer si kantavtorica, kot pa berem tukaj v tvoji kratki biografiji, imaš kar nekaj glasbenih izkušenj. Ja, nastopam že kar nekaj časa, že kar nekaj let, predvsem na kakih festivalih, tudi manjših, kot so Kantfest, naprimer to je bilo leto 2021, sem se prijavila, potem tudi na prazniku glasbe, tudi na majskih igrah, tako da vedno, ko so bile kakšne priložnosti za predstaviti se, sem se nekako tega tudi udeležila in s tem nabirala izkušnje tudi. Prva skladba, s katero se sedaj predstavljaš v radijskem etru, pa je Rekel si. Tako, ja, to je v bistvu moj singl iz prihajajočega albuma, ki ga imam namen tudi izdati v letošnjem letu, Rekel si. Sem se pa že predstavila z skladbami, namreč na Kočevski kompilaciji sem posnela že 3 skladbe, tako da že imam 3 studijske posnetke in ena izmed se je že vrtela na radijskih postajah, ta je bila Tebi, ki te ni, ampak nekako s tem novim singlom Rekel si je nekako bolj mogoče, če lahko temu rečem resno, mogoče stopam v ta glasbeni svet in tudi je nekako tudi prvenec iz mojega albuma. Je to pesem s srečnim koncem? Nekako pesmi vedno gledam, da so moje s srečnim koncem, čeprav sama vsebina niti ni toliko, kot sem zapisala, da pesem govori o tem, da vedno nekako na koncu, kjer sta 2-1 nekako izgubi v tej igri, ampak konec pa naj bi bil vedno srečen, saj na koncu oba dva najdeta nekako svojo pot. Tako da eden ne potegne krajšega konca. Ja, vedno eden potegne ta krajši konec, ampak skozi čas potem tudi ta eden vidi, da je to bil mogoče pa dober konec za njega. Pesem si nadgradila tudi z video podobo? Tako, video je pa posnel tudi dober kantavtor, ki prihaja iz Novega mesta in deluje pod umetniškim imenom Darja Kustik. Drugače je pa to Darko Barbič, tudi vsestranski umetnik, ki se ukvarja z glasbo, ampak se zadnje čase začel ukvarjati tudi z videom in tako so nekako se tudi midva zmenila, da posnameva ta moj nekako spot za prvi singl. Spoznala sva se pa tudi v glasbenih vodah na prazniku glasbe in takrat sva nekako ostala tudi v kontaktih in evo, vedno je ena priložnost za sodelovanje. Dejala si, da bi rada, da bi letos izšel tudi album, verjetno pa predtem še kakšna skladba. Tako, brez skrbi pripravljam tudi mogoče bolj v jesenskem času tudi izdajo kakšne pesmi, tako da evo, vadim se, da spremljajo mojo stran, Klavdij Zu in mojo zgodbo, evo, nekako tako. Bova pa sedaj tvojo poslala tudi v naš radijski eter, zato Klavdija z U je rekel. Ja, rekel si, ja. Tudi ti si rekel, evo, da me boš poklical, pa si me poklical, tako da včasih pa nekdo, ko nekaj reče, tudi to obdrži, ne, obljubo. Sam, a da z mano spet dobil si plan, da čudne tvoje so poti in da z mano edina se prava zdi. Da to pogledal si me lepo, da še meni se je zazdelo tako. In obljubljal si mi sanje, in jaz verjela sem vanje. In naklonil si mi dni,
navikli.